človek, ki bere, pa naj se karkoli že bere, drugače mogoče gleda na svet. Svet bi bil drugačen, če bi si zapravili ta privilegij, ki ga v bistvu imamo. Te branje uči poslušanja, ker se mi zdi, da veliko ljudi zna govoriti, manj jih zna poslušati in še manj slišati. In s tem, ko ti umakneš sebe in prisluhneš avtorju, se učiš, se mojstriš poslušanja. Lahko rečem, da mi je zelo blizu poezija. Pač mogoče tudi zaradi mojega dela, ker sem pač producentka festivala Dnevi poezije in vina, ampak že od nekdaj me v bistvu poezija najbolj nagovarja. Vsi živimo na istem planetu, se soočamo z praktično enakimi izzivi vsakdanjega življenja, imamo ista hrepenenja, ista čutenja, ampak poezija to zmore izraziti na zelo različne načine, v zelo različnih oblikah in se mi zdi, da tako lažje mogoče nagovori večje število ljudi. Niti ne poznamo zares dobro sodobne poezije, ker sploh v šoli se večinoma ukvarjamo z nekimi starejšimi avtorji, mislim, že pokojnimi avtorji, klasiki, kar je sicer super, ampak ne pridemo pa zares do sodobne poezije, ne pridemo do jezika, ki je živ, ki je tu in zdaj, ki ustvarja v tem trenutku. In to se tudi sploh na festivalu Dnevi poezije in vina trudimo preseči ravno to, da bi pokazali ljudem, da poezija ni zaprta, ni stvar parih ljudi, ampak se lahko odpre na široko v svet. Vsakič je na festivalu Dnevi poezije in vina neka država v fokusu, nek jezik v fokusu. Leta 2017 je bila to Madžarska. In to je pomenilo, da so se v dneh pred festivalom že srečali slovenski in madžarski pesniki in prevajalci. In so v bistvu skupaj vzajemno prevajali svojo poezijo. To je bilo par izjemno intenzivnih dni v Jeruzalemu. Predstavljajte si to idilično sliko vinogradov in pesnikov, ki v neskončnost razglabljajo o poeziji, o izrazu, o jeziku, o fascinacijah. In to so v bistvu res taki zelo močni trenutki. Panorama sodobne madžarske poezije, ki zmeraj lepše siješ, ki je potem išla leta 2018, je se v bistvu rodila na tej delavnici. Ravno ti prevodi, ki so tam nastali, so služili potem kot neka osnova za to knjigo. Ta knjiga je v bistvu še en tak poseben mejnik za vse ljubitelje poezije, med katere se štejem tudi jaz. Kajti v bistvu pred tem kar 40 let ni bilo ničesar izdanega, ničesar podobnega. In se mi zdi, da kljub temu, da smo v bistvu z Madžarsko geografsko zelo blizu, pa je bilo nekako očitno zaznati, da madžarska literatura, mislim posebej poezija, mogoče ni bila toliko znana pri nas. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da take knjige obstajajo, da se dela to, sploh pa na tak način, ko ima še neko posebno zgodbo zadaj. So mi zelo zanimiva dela Krasnohorkaja. Tudi pri nas je v bistvu zdaj ravno išla njegova zbirka kratkih zgodb, ker je tak res nenavaden avtor, milo rečeno, s svojo mogoče malo temačno, apokaliptičnim vzdušjem, pa tudi predvsem s formo. On definitivno se ne ukvarja z nekimi tradicionalnimi formami, ampak gre neko čisto svojo pot. To me fascinira. Se mi zdi izredno fascinanten avtor. Pa vseeno mislim, da bi morala omeniti še Petra Nadaša. On je v bistvu bil tudi častni gost na
na Slovenskem knjižnem sejmu leta 2018. V bistvu sem jaz takrat koordinirala ta njegov prihod in kot človek, tudi kot avtor, seveda je izjemno fascinanten. In tudi to njegovo delo, ki se takrat pri nas išlo, Vzporedne zgodbe, ki je v bistvu neko njegovo življenjsko delo. Če je zajetna stvar, 2000 strani, ampak če to prebereš, mislim, da je to definitivno ena od knjig, ki si jih zapomniš za celo življenje. Meni en ljubših kotičkov mi je Blatno jezero in pač vsa ta mesteca, ki so tam okrog, se mi zdijo taka romantična. Sploh, če morda ne greš ravno sredi poletja, ko je precej ljudi, ampak če greš mogoče malo izven sezone. Pa ljudje so izredno prijazni. No, se mi zdi, da mogoče v Sloveniji se niti ne zavedamo, kako v bistvu lepa in raznolika je Madžarska. No. Hkrati nam je preblizu in hkrati predaleč. Ne. Ni dovolj daleč, da bi jo dojemali kot neko eksotično državo. Od teh bližnjih držav se pa vedno nekako na jug obračamo. Ne? In se mi zdi škoda, ker je izredno lepa država, pa izredno topli ljudje. Je pa zanimivo, ena moja dolgoletna neuresničena želja je pa Budimpešta. Tam pa dejansko še nisem bila. Si želim že leta, pa mi še ni uspelo. Trenutno kaže, da v bližnji prihodnosti ne bom šla tja, ampak je sigurno pa ena izmed destinacij, ki bodo slej ko prej prišle na vrsto.